Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Vlada se je danes sestala na svoji 179. redni seji, obravnavala kar nekaj zadev. Odbor predal besedo predsedniku vlade, gospodu Janši. Lepo, da sem skupaj. Vlada je danes obravnavala nacijske ukrepe in ukrepe pomoči prizadetim ob zadnjih neurjih. V ta namen je sprejela nekaj sklepov kratkoročnih, nekaj sklepov in odločitev dolgoročne narave. Najprej smo se seznanili z posledicami in prvimi ocenami škode. Ob tem naj povem, da dokončnih ocen še ni in da so ti ukrepi, ki so sprejeti danes naravnani v odpravo teh prvih posledic in da so v veliki meri solidarnostne narave. Sklepi, ki smo jih danes sprejeli, se nanašajo predvsem na neurja zaradi močnega vetra in toče 8., 15. in 16. avgusta letos, ko pa gre za sredstva za pomoč pri sanaciji šolskih objektov, pa se te sklepi nanašajo tudi na julijsko neurje. Ne glede na to, da neposredna škoda še ni dokončno ocenjeno, je že jasno, da presega z zakonom določenim 0,3 promile načrtovanih prihodkov proračuna Republike Slovenije za tekoče leto, kar pomeni, da lahko pomagamo z proračunskimi sredstvi. Za različne namene je vlada tako danes namenila naslednja sredstva za pomoč občinam, ki bo razdeljena najbolj prizadetim v teh neurjih, je namenila 7.830.000 evrov za pokritje stroškov gasilskih in reševalnih služb za nabavo materijala, ki je bil uporabljen v intervencijah 400.000 evrov, za izvedbo načrta odlaganja azbestno-cementne kritine do 1.900.000 evrov, za oblikovanje tehnično-informacijske pisarne, ki bo v naslednjih dveh dneh oblikovana na Ptuju za svetovanje in pomoč pri sanaciji in popravi objektov 250.000 evrov, za sanacijo šolskih objektov prizadetih v neurjih julija in avgusta 1.850.000 evrov, za sofinanciranje poseka poškodovanega gozdnega dreva in sanacijo gozdnih cest skupaj 127.000 evrov, za pomoč pri sanaciji streh splošne bolnišnice Ptuj in Murska Sobota skupaj 150.000 evrov in za solidarnostno pomoč, ki se bo delila najbolj prizadetim urgentno preko obeh krovnih humanitarnih organizacij, preko Karitasa in Rdečega križa, v sodelovanju z občinami oziroma občinskimi komisijami, pa vsake od teh organizacij po 1,5 milijona evrov. Vlada je danes obravnavala tudi predloge ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti v prihodnje, zato da se trajno pripravimo na zmanjševanje posledic, ki nastanejo v takšnih neurjih, in zdaj s tem tudi sprejela nekatere ukrepe. Najprej pa naj še povem, da smo zato, da bodo ti sklepi, ki so bili danes sprejeti, ustanovili tudi medresorsko skupino ministrov, ki jo sestavljajo ministri iz resorjev, ki so najbolj pristojni za ta vprašanja, ki jo vodi minister za okolje in prostor in ki se bo do izvedbe teh sklepov tedensko sestajala in nadzorovala njihovo realizacijo. Vlada je danes tudi naložila Ministrstvo za finance, da davčnim zavezancem, ki so zaradi posledic naravnih nesreč v težavah, omogoči plačilo davčnih obveznosti z odlogom ali pa da te obveznosti odpiše. Ministrstvo za finance mora ustrezno navodila izdati v roku enega tedna. Službo vlade za razvoj smo odložili, da v roku meseca dni pripravi sodelovanje z drugimi resorji, pripravi načrt organizacije ali pa organizirane stalne svetovalne službe, ki bo po vzoru nekaterih drugih evropskih držav, kjer
kakšne službe že delujejo, svetovala in objavila priporočila glede gradnje objektov in glede ostalih posegov v prostor, ki jih izvajamo individualno, zato da bodo ti posegi in da bodo te gradnje v skladu z novimi razmerami, ki nastajajo tudi zaradi klimatskih sprememb in da bodo posledice zaradi tega čim manjše. Vlada je na koncu tudi izrazila priznanje vsem, ki so sodelovali pri teh prvih ukrepih pomoči po teh neurjih, še posebej gasilcem in drugim pripadnikom civilne zaščite, izrazila tudi priznanje občinskim vodstvom, še posebej v Podravju, ki so se ustrezno odzvala in že prvi dan po teh neurjih pomagala sanirati tiste najbolj urgentne primere. Vlada se je seznanila tudi z dogovorom, ki je bil dosežen med nekterimi vladnimi resorji, obrtno zbornico, gospodarsko zbornico, vezanim na zagotavljanje ustreznih kapacitet za čimprejšnjo sanacijo te škode. Danes smo zadolžili Ministrstvo za delo tudi za urgentno izdajanje delovnih dovoljenj za tiste, ki prihajajo oziroma ki jih podjetja najemajo za upravljanje teh del, predvsem za krovce in nekaj druge profile, ki v Sloveniji ni in ki lahko pridejo pomagati oziroma delati iz tujine, potrebujejo pa delovno dovoljenje, pa se bodo izdajalo urgentno. Podrobneje bodo te ukrepe, ki se nanašajo na področje šolstva, kmetijstva in okolja pojasnili tudi moji kolegi ministri, ki bodo nastopili tako za mano. Vlada je danes obravnavala tudi poročila pristojnih resorjev, še posebej Ministrstva za promet, v zvezi z zapleti pri izgradnji in uporabi avtocestnega predora Šentvid. Vlada je obravnavala ta poročila, sprejela poročilo Ministrstva za promet, se seznanila tudi s poročilom Ministrstva za notranje zadeve. Iz teh poročil izhaja, da minister za promet ni odgovoren za te zaplete, da je ravnal ne samo pravilno, ampak da se je tudi ustrezno odzval v tem, ko so te razmere nastopile in da naredi vse, da se posledice tudi čim prej sanirajo. Obravnavali smo tudi vlogo uprave družbe za avtoceste Republike Slovenije. V tej zadevi tukaj se vlada ni dokončno odločila. Predstavljeni so bili nekateri ukrepi, o katerih bo kasneje minister za promet sam podrobneje govoril, ki jih mora uprava družbe izvesti v roku 14 dni. In potem bo vlada, ki je tudi v vlogi skupščine Darsa, odločila, ali sprejme odstop uprave ali ne. Če bomo ocenili, da so ukrepi, ki v tem času sprejeti, ustrezni in če bodo predlagani tudi srednjeročni ukrepi, ki bodo dali garancijo, da se podobne stvari ne bodo več dogajale, potem odstopa ne bomo sprejeli, na nasprotnem primeru bo vlada odstopila.